človeških virov. Hvala, Tomaš. Hvala za povabilo pa za odlično organizacijo. Nekaj je zelo zanimivo vse skupaj. Jaz bi rad predstavil nekako, kje vidim izvor zatiranja tako živali, izkoriščanja okolja in pa družbenih odnosov, kot zdaj obstaja. To bom osnoval na izvoru kapitalizma, kakor ga opiše Alan Woods, ki pregleda različne teorije izvora kapitalizma in tudi nekako svojega postav, svojo teorijo, ki je tudi nekako zgodovinsko opredeljena, natančno. Izhaja pa iz angleškega poljedelstva v 16. stoletju, oziroma ker je to daljši proces od 16. proti 20. stoletju se to odvija. Začetek je pa 15. mogoče 15. ampak 16. pa vsekako. V Angliji se razvija kapitalizem, ker ima nekako tri pogoje, oziroma kapitalizem, če ga na hitro definiramo kot lahko govorimo o kapitalizmu takrat, ko proizvodna sredstva za preživetje so pogojene z delovanjem trga. To je osnova. Potem pa v Angliji v 16. stoletju, se pravi ne cela Velika Britanija, Anglija specifično, imamo tri pogoje, zato da se razvijajo proizvodna sredstva za preživetje pogojene s trgom. In sicer odnosi v lastnini, zemljiške rente in pa manjša most veleposestnika. V Angliji je bilo tako, da velik del zemlje so imeli, je bil malo ljudi imeli velike deleže kmetijskih površin, ki so jih obdelovali najemniki, tenants, in so plačevali zemljiške rente. Te zemljiške rente so bile čez čas določene s trgom, zato ker so imeli te posestniki manjšo moč, so mogli svoje bogatstvo povečevati s tem, da so z rentami trgovali, so vzpostavili trg z rentami, kar je pomenilo, da so bili tako kmetje kot veleposestniki odvisni od tega, kakšna bo cena rente. Se pravi, renta najemnina za zemljiško posest je bila odvisna od trga. To je v bistvu, da se je to razvilo. In kar je to povzročilo, je nekaj posledice, ki so pa bistvene za nadaljno argumentacijo, da izkoriščanje in zatiranje izvede iz tega. Ker je kmet mogel plačevati rento, je bil odvisen od tega, da je uspešen. Se pravi, več kot je imel zemlje, pa bolje kot je obdeloval, lažje je plačal rento, lažje je plačal visoko rento, ki je na trgu, kjer je trg določil ceno, zato da je lahko to zemljo obdržal, da je lahko sam sebe preživel. Drugače ni mogel, ker bi izgubil zemljo nasproti enemu kmetu, ki je bolj uspešen, ima več zemlje in bi kupil še njegovo zemljo, mislim kupil, najel. In ta uspešnost, ta nuja uspešnosti, da lahko najameš zemljo, je vzpostavila neka pravila igre, recimo kapitalistična pravila igre, ki določajo tudi trg, in to jih recimo na kratko 5. To je tekmovanje, konkurenca, potem je največji možni profit, vlaganje presežkov, višanje storilnosti in pa razvoj proizvodnje. Vsi te načini delovanja kmetov so omogočili, da so bili uspešni in zato dobili več zemlje in same sebe preživeli. To je bistveno zdaj, da lastnik zemlje in kmet sta odvisna od kako uspešen bo kmet, bo tudi uspešen veleposestnik, se pravi lastnik zemlje. Tak način trgovanja oziroma tak način preživetja je povzročil 3 pomembne spremembe v angleškem življenju. Ena stvar je improvement, uporabljam angleške besede, ker je pomembno, bom razumel, zakaj je pomembno, potem enclosure in pa izključno zasebna lastnina. To so 3 spremembe, ki so se zgodile, ki so zelo pomembne. Improvement pomeni, dobesedno, če etimološko tudi gledamo, pomeni izboljšavanje zemlje za profit. Improveri so bili tisti, ki so zemljo izboljšali za dobiček, za profit. Običajno pa to pomeni tisto osebo, ki je zemljo zapirala, enclosure, ki jo je zapirala in ki je iz slabe zemlje, oziroma nič vredne, se pravi, grmičevja, česarkoli naredila profit. Prav to je bil ta improvement, izboljševanje. In potem neposredno s tem povezan enclosure, to je pa zapiranje skupne zemlje. Včasih so imeli, v 16. pa potem naprej, so imeli kmetje del zemlje skupaj, to so se nanašala tudi pravila obnašanja s to zemljo, kaj se lahko počne, da se lahko pase živali tam, da se lahko pobira drače
in podobno. In celo ta pravila, commons, so določene, kaj lahko počneš z zasebno zemljo. Lahko so pobirali presežek, predel, kako so ostali potem, ko so obrali, recimo reko in tako naprej. So lahko to vaščani pobirali, tisti, ki so mogoče bili manj uspešni. Potem pa, da bi se lahko upoštevala ta pravila igre, tekmovanja, največji profit vlaganja presežkov, je prišlo do tega, da se zemljo zapira, zato da jo lahko čim bolje razvijaš, zato da ne posega nekdo s svojimi pravili, ampak ti si tiste pravila postavlja, tako da bo največji profit. In sodišča so bila na strani seveda močnejših in so te commons, ta skupna pravila, skupno zemljo, dale v last izključno enemu lastniku, ki je imel vso pravico delati s to zemljo, kot mu je bilo volje. S tem pride do tega, da je sama kapitalistična lastnina postane vprašanje produktivnosti. Pomemben je tudi John Locke, ki je lastnino prepoznal v tem, da vzameš nekaj neprednega in to preoblikuješ, obdelaš, tako da postane to vredno, produktivno in takrat je to skoraj po božji volji lahko tvoje. Se pravi, to tudi naprej dovoljuje vsem tem, ki širijo zemljo na druge dežele, imperializem, se opravičuje s tem, ker to je no man's land ali pa neobdelana zemlja. Kakorkoli to zemljo obdelaš, je tvoja, ker si je naredil produktivno. Strgal si jo z narave. Država pa v tem primeru ima to vlogo, kot sem že omenil, kot sodišča, pravo, red, da vse to zagotavlja, da se lahko ta igra odvija. To je bistvo države v tem primeru. Druga stvar, ki se pa zgodi zaradi teh pravil izboljševanja, zapiranja in izključne lastnine, je, da dobimo nove družbene odnose, spremembe v družbenih odnosih, kjer imamo posestnika z zemljo, kapitalista z produkcijskimi sredstvi in pa delavca, ki delo prodaja. Se pravi, nima lastnine, lahko samo ostanemo še prodaja svojega lastnega dela. Zaradi tega, ker se kmetijsko gospodarstvo je postalo vedno bolj storilno, je potrebovalo vedno manj delavcev. In veliko ljudi se je začel preseljevati v mesta, kar je hkrati pomenil, da je vedno večji trg za vsak dane dobrine. Obleka, hrana, orodja, tako vsakodnevno. Trg se veča in veča teh vsakodnevnih dobrin. To, kar je prej kmet in posameznik svojo zemljo in s uporabo commonsa, torej te skupne zemlje, lahko bil avtonom in si sam ustvaril to, kar rabi za svojo reprodukcijo, da preživi, da nadaljuje, se zdaj to preseli v to, da mora to kupiti. To je zdaj na trgu. Vse te vsakdanje dobrine pridejo na trg, kar pomeni, da se mora razviti industrija, oziroma obrt se mora preoblikovati v industrijo, ker je vedno večja učinkovitost, ker te cene morajo biti nizke, ker delavci nimajo dovolj denarja, ker se jih izkorišča na ta način, da imaš ti največji profit zaradi trga. In to mora biti ekonomija obsega. Se pravi, neka omejitev, to, da ima delavstvo majhno kupno moč, je hkrati tle za trg plus, zato ker s tem z ekonomijo obsega, a hkrati nizkimi cenami ustvarja dobiček. To je nekako osnova kapitalističnih odnosov z ozirom na njegov izvor. Zdaj pa samo nekako poskušal pravice živali oziroma izkoriščanje okolja in ljudi brati na ta izvor. Če gledamo samo zatiranje, kakor je Donald Novel nekako določil sicer za etično razslojevanje, je povezano iz treh dejavnikov. Eno je ekonomsko izkoriščanje, moč, se pravi neenakost moči med eno skupino in drugo, in pa ideološki nadzor, ena skupina na drugo. Zdaj, kot vidimo, v kapitalizmu imamo vse te dejavnike vedno prisotne. Ekonomsko izkoriščanje je opredeljeno s trgom, bolj ko se uspešen na trgu, lažje boš preživel. Moč je posredovana z državo, ki ureja lastninske odnose in se pravi produkcijska sredstva zagotavlja samo nekaterim. In pa
ideologija se ustvarja z določanjem zasebne lastnine kot svete, kot nedotakljive, kot dane tistemu, da jo uporablja in uporablja na tak način, kot mu paše, in pa spodbujanjem profita. Kot vidimo, tudi zdaj je bruto družbeni produkt in gospodarska rast je bistvena. To prešlo že v ideologijo in vrednostni sistem. Prav, če nekako začnem se vrnem na te spremembe, ki jih je te pravila igre tekmovanja, največjega profita, ki se jih prinesle, je recimo pri živalih to, da je treba povečati produktivnost. Enclosures, se pravi to zapiranje skupne zemlje, kjer so se prej živali pasle, so pripeljali do tega, da če hočemo imeti selektivno vzrejo, se pravi živali, ki bojo vedno večje, vedno več mleka proizvede, vedno več volne dale, moš imeti omejene, določeno, kdo se s kom pari in tako naprej. In prav to zapiranje je bilo in ima izvor ravno v tem, da so hoteli z volno veliko zaslužiti. V Angliji je od 16. stoletja volna bila zelo pomemben artikel in so, da bi lahko vzredili ovce z veliko, ki mora imeti pač prave proporcije, zato da je čim več volne in da tudi da je gosta volna, so mogli te prostore zapirati in jih narediti lastne. Se pravi, samo en lastnik si je to lahko lastil. Se pravi, imamo povezan zapiranje zemlje in hkrati izključno zasebno lastnino. V tej zasebni lastnini se pa tudi vključijo živali zaradi tega. Ni samo pašnik zdaj moj, ampak so tudi vse živali, ki so tam moje in jaz bom delal s temi živalmi, tako kot mi paše. Pašnik pa tako, da bom preživel. To pa pomeni, čim bolj mora biti delovne, čim več moram iz njih dobiti, da čim manjši dobiček. Se pravi, tako kot se dela z ljudmi, se v tem primeru dela tudi z živali. Ko pa to preide 17. in 18. predvsem pa 19. stoletjem v industrializacijsko fazo, industrializacijo, to pomeni, da se neke tehnološke postopke upelja v ta proces delovanja na trgu. To pa pomeni, da živali postanejo zaprte v klevih, odvisnejo od strojev, določa se minimalne gibalne pogoje. Vse se zmanjša na minimum, vzpostavi se tekoči trak, praktično se vse naravno obnašanje živali, tudi, če lahko nekako rečem, ljudi, podredi proizvodnje, načinu proizvodnje, ki mora biti industrializiran in dosegati nizke cene. Enako se dela z okoljem. Okolje si lastimo in potem ga izkoriščamo na ta način, da je čim večji dohodek. Se pravi, najbolje ga izkoriščati do polne mere, ne glede na posledice. Ker vedno je ta diktat trga, ki določa, da večji profit lažje obstoja. Konkurenca, vedno moraš biti en korak pred konkurenco. Ne moraš se odločiti, da bi, zdaj bomo pa mi etično delovali, bomo živali omogočili veliko prostora, bomo imeli malo manjšo malo manjši dobiček, oziroma ne malo manjši dobiček, bomo imeli više cene in tako naprej. Ampak, ko pride to na trg, pomeni, da ne bojo konkurenčni, da ne bodo prodali in da ne bojo mogli v tem primeru recimo plačevati zemljiške rente, kar pomeni, da bojo izgubili zemljo, izgubili produkcijska sredstva in ne bojo mogli svojega razreda samega reproducirati. Prav, lasten obstoj je odvisen od podreditve trgu, podreditve pravil igre in če tega ni, ne moreš obstojati. Se pravi, dokler se ne spremeni teh pravil igre, dokler se ne spremeni samega sistema reproduciranja tako družbenih odnosov kot vsakega posameznika, se ne more dejansko spremeniti na bolje tako izkoriščanje okolja, kot izkoriščanje živali, kot izkoriščanje ljudi. Hvala.